Maldivi. Na trenutke se moram prav ščipen, da sem obiskala enega najbolj zaželenih krajev na svetu. Prelepe, neskončne plaže, kristalno čisto morje, izjemno bogat podvodni svet s številnimi koralnimi grebeni, slastni kokosi, pa sladke papaje in bel pesek, ki je tako mehak, da imaš občutek, da hodiš po bombažu. Raj, to je beseda, ki dejansko najbolje opiše Maldive. Pa pojdimo od začetka. V sredo 12. januarja sva se iz deževne Ljubljane odpeljala proti zagrebškemu letališču. Čakala sta naju dolga 2 leta s Qatar Airways. Najprej približno 5-urna vožnja do Dohe, po pristanku sva tam nekaj ur čakala na drugi let in potem še nekaj 7 ur do Maldivov in glavnega mesta Male. Nekako nam je uspelo zamuditi prvega izmed 2 ferijev po naše čolnov, ki vozijo do prvega lokalnega otoka, ki sva ga obiskala. To je otok Tudu. In tam se najino sanjsko 14-dnevno potovanje po Maldivih začne. Po dolgi več kot 24-urni vožnji sva se namestila v prvem hotelu oziroma guest houseu Todo Sun Sky Inn. Tada! Evo naju prvi hotelček in prva namestitev. Ful so se lepo potrudili, kako sva lepo dobila cvetje. Skratka, sva na otoku Tudu. To je v bistvu otok, kjer tudi živijo domačini oziroma Maldivčani. Pa vam pokažem še, kako se vidi ven. Evo, tak, ka nek domač vrt. Adu, eden izmed 2 bratov dvojčkov, ki vodita hotel Sun Sky Inn, naj še isti dan popelje naokoli po otoku. Po večini, vsaj na lokalnih otokih, imajo namreč takšno navado, da ti, potem ko se udobno namestiš v hotelu, razkažejo otok, kar je v bistvu super, saj se tako potem tudi kasneje lažje orientiraš in že spoznaš samim otokom. Tehnika. Sam to je pa z eno roko težko, da probava čista prav kokosov sok. Bomba, a? Sladek je. Ja. Very good. Preostanek kokosa sva spila na plaži, hitro je prišla noč in z njo prvi sončni zahod, ki naju je za dobrodošlico razvajal s svojimi magičnimi barvami. Jutri pa se začne zares. Dan začenjava z izposojo koles. Odločila sva se, da se boja kar z njimi pomikala po otoku. Tegale sva rentala za 5 evrov na dan, raleva modrega, jaz pa tegale res cute pinki, tako da zdaj gremo raziskat otok. Tole je pa najin hotelček, odtlele bova zdajle štartala in greva en cel krog. Maldivi so sestavljeni iz skupaj 1192 koralnih otočkov. Za turiste je namenjenih okoli 100, poseljenih pa vsega skupaj približno 220 otokov. Za maldivske velikosti otokov je Todo vseeno precej velik, v dolžino meri 2 km, v širino pa 1 km. Otok je poseljen s približno 1500 domačini, ki so zelo prijazni do turistov. Posebnost otoka so velika polja, na katerih vse leto izmenično pridelujejo papajo in lubenice. Papaja je bila res sladka, medtem ko na lubenica ni tako navdušila. Mogoče so imela sama smolo in je ob drugem letnem času vseeno bolj sladka, ta najina pač ni bila. Sem pa jedla najboljše banane v življenju. Dobra, ne? Nekaj drugega. To je pa drugačna banana. Ful dobra, ful sladka, bolj polnega okusa. Njam, pa taka manjša je. Za vse skupaj, se pravi 2 banani, 2 kokosa, 1 papaja, je prišlo $4. Še cena vode, približno 17 rupijev je 1 evro, tale voda je pa stala 4 njihove rupije. Odločila sva se, da greva jesti tukaj zvečer na otoku Tudu in prinesli so nama meni, pa da malo vidite cene, sploh se mi ne zdijo drago, oziroma v bistvu ful pocen, toliko še v Ljubljani ni. Evo, približno $4 pride na osebo,
pijača, pa tudi recimo sploh ti kakšni papaja juici pa 3 evre, tako da imaš nekje za $7, koliko je to 5 evrov, 5,5–6 evrov celoten obrok s pijačo. Naročila sem jed, ki je njihova tradicionalna, ris s tuno in jajčkom. Poudarila bi, da sva midva izbrala lokalne otoke, kar pomeni, da so cene neprimerljivo nižje od rezortov. Sicer pa je tako, da je en rezort je enako en otok. Hejla, dragi moji, dan 3 na Maldivih. Zdaj smo tukaj na eni prekrasni tudi plaži in malo čilirava. Sva rekla, da se bova danes malo kopala, malo bova relaksirala se, malo pa cel kup tudi tehnologije s sabo, od tele vlogging kamere, dron, da bova imela vse posnetke iz zraka, podvodni aparat oziroma GoPro za vse podvodne slikce, tako da zdaj vse to testirava, snemava vse, da boste tudi vi dobili čim boljši vtis o Maldivih in samem kontentu. Drugač pa, ne vem, če ste zasledili, zdaj če me spremljate na Instagramu, potem veste, ampak prejšnji teden sem se selila. In moram priznati, da je bilo res vse skupaj kar zelo naporno, zelo stresno, to pa iz razloga zato, ker v novo stanovanje se seliva šele februarja. In dejansko nisva imela dati kam stvari, oziroma sva imela pač k meni k sebi domov. Ampak vseeno, pač vsaka selitev terja svoje, veliko dela, vse sprazniti, vse pospraviti, sem bila v bistvu že toliko utrujena. Tako da zdaj pa še ta vdih tok, da vam ne znam povedati, res po moje ne bi mogla zbrati bolj popolnega kraja za totalen izklop. Tako da res upam, da boste skozi vlog čim bolj začutili Maldive. Verjetno bom naredila tudi posebej Q&A, če boste imeli kakšna vprašanja oziroma mi lahko zapišete kar že kaj spodaj, pa vam bom vse odgovorila v posebnem videu. Drugač pa to je to, evo, mislim, da je danes tukaj sobota, 15. januar, ful je toplo, oziroma ne toplo, vroče mi je. Se vidite, sem v kopalkicah. Lej, rakca. Pod skalo je šel, lej ga, a ga vidiš? Takole spontano potem naletiš na takšne in drugačne živali, od mant do vseh vrst rib, do rakov, tako da res je lepo, nebesa na zemlji. Na otoku se turizem razvija počasi, zato tu ni veliko hotelov. To je bila nekako moja prva izkušnja, da sem na otoku, ki je tako rajsko lep, hkrati pa tako očuvan in neobljuden. Opažam, da se kar dost gradi, kar pomeni, da želijo dobiti še več turistov na otok in postaja vse bolj tak turističen, čeprav je še zelo veliko take pristne narave. Sva pa naletela tudi na en fitness na prostem, tale tamle dol se je šel parkrat dvigant pa telovaditi in lahko evo takole potem še treniraš. To je v bistvu presenetljivo veliko naprav. Ne tako sanjski del Maldivov pa so gore smeti, ki sva jih opazila na čisto vseh otokih, katerih sva bila. Žal ima ta lepota svojo ceno, ki pa v javnosti skoraj nikoli oziroma je zelo redko prikazana. Po podatkih pristojnih služb naj bi vsak turist, ki obišče Maldive, na dan proizvedel okoli 3 kg smeti. Velik del odpadkov na otoku zažgejo, saj na ta način naredijo prostor za nove pošiljke smeti. Odpadki močno onesnažujejo tako zrak, kot žal tudi vodo. Našla sva en market, teh na otoku tudi ni prav velik, ampak zgleda takole. Rale šel zdaj lepo vodo. Kaj že fora z zelenimi zamaški? Kaj da je boljš? Maldivski denar. To so te njihovi rupi. Kaj Indija, sem maldivski. Drugač pa ena zanimivost, po otoku se prevažajo predvsem z motorji, ki jih zelo suvereno peljajo tudi ženske. Alkohol je na otoku strogo prepovedan in se ga tudi ne da dobiti, tudi ne v trgovinah ali restauracijah. Imaš pa v bližini takšno ladjo, ki rečejo safari in je namenjena samo za razvrat in zabavo. 4. dan sva se zbudila že zgodaj zjutraj, čakal nas je prvi podvodni izlet. Dobro jutro, ura je zdajle 7:30, čisto zlimana. Čizva zlimana, še nekaj nisem dobro spala, ampak nima veze, zdajle greva plavat z mantami.
Kakšno je pogled? Drugače pa tole njihova glavna cesta oziroma glavna ulica, kjer se najde kar nekaj teh uradnih stvari. Evo, tukaj je tudi šola. Tole je pa šolsko dvorišče, spet ful urejeno, z ful zanimivim drevesom in tudi igrali. Direkt nasproti je vrtec. Čisto malo naprej pa je tudi džamija in bolnica. Maldivi so izrazito muslimanska država, molijo 5-krat na dan, za turiste veljajo nekatera pravila, a nič strašnega. Kar je fajn vedeti, da kopanje v bikinikah ni dovoljeno povsod, temveč samo na posebej označenih mestih oziroma bikini plažah. In čas za molitev. In ne boš verjela, na otoku Todo najdeš tudi slovensko restavracijo, ki je v lasti Slovenke Ane, imenuje pa se kar Pri Ani. Čas za večerjo, sva v novi restauraciji, v tej še nisva jedla in ta se imenuje Lagun, je pa ruska in tudi cene so višje. Zdaj tukaj gledam meni, recimo pastico dobiš za okrog $9, morska hrana je tako med $13, pa tudi do 180, če vzameš kakšno ploščo. Medtem ko solate $10, pijača pa ni na meniju, tako da v bistvu se vi, če ješ valjda pri lokalcih, je zdaj približno polovico cenejši. Tunin steak izgleda res vrhunsko, najna sveža sokca, od kateri so kar malo postala odvisna, pomfrit pa mešana morska hrana. Prvi dnevi na Maldivih so minili res izjemno hitro in nastopa je čas, da se posloviva od tega prelepega otoka Todo in podava naprej na naslednji otok. Kako nam je bilo všeč? Dobro, top. Ja, pristna izkušnja. Zdaj greva na romantičen gabej. Ja. Do otoka Todo je iz pristanišča Male s čolnom sicer skoraj 2 uri, če ne več, a ga je po mojem mnenju vredno obiskati. Otok je torej znan predvsem po sadju, ki ga tam pridelajo, na ostalih otokih je čist premalo prostora in vode za kaj takega. Skratka, z veseljem se bova še vrnila, zdaj pa gremo naprej na naslednji, precej manjši otok, Fulido. Kar prispel na otok Fulido, to je najin drugi otok in tamle dol, ne vem, a se vidi, ampak že vidim gugalnico, kjer bo ziher padla kakšna fotka. V bistvu mi je pristanišče mogoče celo malo bolj všeč kot na Todoju, zato ker se takoj vidi ful ta lepa turkizna voda. Tamle tudi opazam, da gradijo eno hišo, to bo izgledali top. Zdaj gremo pa počasi do najnega hotelčka. Ravno ker so se čekirala v hotelček Huayin, mislim, da je nekaj tazga, in greva zdaj na hiter malo ven, malo okrog otoka, ker bo kmalu padla noč. Tukaj je noč okrog 6, zdaj je pa ura, ja, čez 40 minut, ampak poglejte to, kjero lepo presenečenje so mi naredili v hotelu, takoj so mi polepšali dan in ja, koliko pozorno. Evina lepotilnica iz telih, ko nek bambusov list, če se ne motim, je to pa še srček, pač prav, a lahko, no. Evina lepotilnica, welcome. Ja, to je pa res lepo in pozorno. Kopalnica je čist huda. Takole. Wow. Pa še balkonček, taka mehna, ampak je cozy. Mava pa še, skoraj bi se zabila v šipo. Še ena buška se mi je manjkala, evo ga, tole je pa balkon, ki pa ima pogled na, tam dol vidim, da je plaža in tam otok, oziroma se začnejo uličice otoka. A slišite tole? Čist skozi so neki taki glasovi živalic,
tako da je pestro. Folidu je majhen simpatičen otok, ki ga v dobrih 40 minutah celega obhodiš peš. Tukaj ni kaj dosti za početi, turistov je zelo malo, kar je lahko idealno za tistega, ki želi popoln odklop, spet na drugi strani pa ima skoraj celo plažo samo zase. Delujoči restavraciji sta bili v času najnega obiska le 2, zato pogosto na meniju ni tistega, kar bi si že želel, oziroma z drugimi besedami, po parih dneh ti tuna in pečen riž lahko res začneta presedati. Se pa je zgodilo nekaj, zaradi česar si bova Folidu res zapomnila, in sicer hranila sva morske pse in jih prvič videla čisto od blizu. Kaj, čisto običajna nedelja, praviš? Ja. Volanovi. Kako te pomazi, ki gre mi. Povej iskreno. Tam je pa tak, da bi ga kar naskočil, pa kar z njim šel. Povej iskreno, koliko srce bije od 1 do 10? Da bi bila. Tukaj je ogromen. Da pokažemo hrano. Ja. Morski pes se približuje. Je bliže, da ti nogo poboža s tem krilom. 2 koraka bliže stopi. Še malo. Še malo not. Ja, fular. Takole pa je videti njihov svet. Salat premikaš. To pa ne moram verjeti. Jogurti, da niso v hladilniku. Kaj stiskaš prostorom? Jaz pa nam mogu klejiti. Šla sva po sladoled, ker nama je za pasom, ampak se ni odbil po najnih željah. Ja, male banane, ha? Nam je sladoleda, ki ga je zmanjka. Pa sva hitro pokurila tudi to. O Maldivih sem iskreno povedano imela visoka pričakovanja. Sicer si jih ne rada ustvarjam, ampak Maldivi so le Maldivi in tudi družbena omrežja naredijo svoje. Ako vidiš to lepoto v živo, dobesedno obnemiš od vsega čistega, lepega in močno turkiznega morja. Dobiš tisto željo, da ne želiš zamuditi ene same minute, ko si tam. Predvsem pa je to otoško življenje zelo drugačno od našega. Tam je vse na easy, tam se vse zrihta, počasi in brez stresa. Dobiš občutek, da materialne stvari niso pomembne, pomen dodeliš čisto drugim stvarem. Sama sem se veselila dneva kot že dolgo ne. Z veseljem sem ostala in preplavil me tisti težko iskani mir in sreča. In veš, kaj je najlepše? Da sva po otoku Folidu obiskala še lepši otok. Ja, to dejansko je mogoče. En in edini, edinstveni Digurah. Otok Digurah je eden najdaljših lokalnih otokov. Od pristanišča v kraju Male je oddaljen približno 110 km, kar pomeni, da te čaka ena dolga, skoraj 3-urna pot s čolnom. Tu so sicer doma kitovci morski psi, s katerimi sva, ne boš verjela, tudi plavala. Ravno kar sva se čekinala v tretji hotelček, zgleda takole. Na prvi pogled mi je zelo všeč, tukaj imamo še tak manjši balkon z visečo mrežo. Tea area, televizija, omara in WC.
Ko so po check-inu v novem hotelu Bliss prišla do plaže, ki je bila oddaljena le kakih 20 metrov stran, so dobila občutek, da so brodolomca. Brodolomca, ki jo je naplavilo na najlepši kraj na svetu. Ponuja ogromno zasebnosti ter kilometre privat plaže samo zase. Vsak dan bi lahko to pila. Svež kokos. V glavnem, dobro jutro iz otoka Digurah, najna prvi dan, prvo jutro in ta otok nama je pa toliko všeč, mogoče fulidu, niti ne toliko, v tega sva se zaljubila, čim sva stopila, s tem, da ima moj Miško danes še rojstni dan. Happy birthday! Zdaj greva pogledat ta njihov sandbank, v bistvu Digurah je ful dolg otok in ko priješ čist do konca otoka, se odpre tak razgled, pesek, morje, se boste videli pač nekaj najlepšega, kar so moje oči kdaj videli. Zdaj pa evo mal listam tole knjigico o Maldivih. Oh, beautiful, thank you. Vse piše od tega, katere ribe imajo, vse v bistvu nastanitve, potem hrana, kultura, ful zanimiva knjiga, res. Pa pijem kokos. In grede, tudi sem šla brati, koliko ima enih pozitivnih učinkov za kožo, za lase, za stres, za mačka celo. Tako da zdravo in še dobro. Da res dojemam, da sem tukaj. A veš ta kadar v Maldivih, ki ti ga kažejo? Dolge plaže, prelepo, čisto, modro morje, peščena plaža. To je to. To je to. To so nebesa na zemlji. Mivka je toliko mehka, kot da bi hodila po bombažu in to je otok, ki je izpolnil vsa moja pričakovanja o Maldivih. Ne vem še, kako bom zapustila tale raj, ampak dokler sem tukaj, bom uživala in izkoristila vsako sekundo, ne, vsako stotinko, dokler sem tukaj. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it. Za mano pa vidite famozne in znane hiške na vodi. Zdaj cena, da bivaš tukaj zadnji v teh hiškah, je res kar visoka. Jaz mislim, da začne se tam plene 300-400 evrov na noč, pa vse do 50.000 evrov. Kaj pa ti, slavljenček? Trening. Drugač pa kaj nama je ful všeč na tem otoku? Pač leti to, no, kera ikonična scena. Ker je otok v bistvu ful dolg in ima toliko veliko bale, da imaš ti dejansko plažo, privatno plažo za sebe, ker ni enega samega turista. Samo palme, čista voda in pesek. Zdaj pa evo, čakava sunset, pogreva pa na eno tako malo bolj special večerjo, kar v hotelu. Namreč naročila sva jastoga, jaz ga še nikoli nisem jedla, tako da me prav zanima, če je res toliko dober. Prvo spomnim se v Francih, ga je Joey naročil in če mi bo všeč okus. Še prej pa sunset.
Dobro jutro. Evo, mi dva čakava na najino ladjo. Sicer Rale ima nekega prijatelja in to je njegova v bistvu taka prijateljska družina, ker je bil na Maldivih in se je tako zelo spoprijateljil, da so še danes v odnosih. In preko njega greva zdaj na en izlet potapljati se s kitovci. Vem, nisva čist glih normalna, oziroma tale moj ni glih čist normalen, ker je on to vse organiziral. Jaz iskreno bom še videla, a je to za mene, ali bo danes bolj sončkanje na čovnu. We will see. V glavnem, tole bo ena zanimiva izkušnja. Naredila sem nekaj, kar si ne bi nikoli v življenju mislila, da bom. Je bilo potrebno kar nekaj poguma, ampak bi mi bilo žal, če bi zamudila. Sploh, ker smo imeli neverjetno srečo, da smo ga sploh videli. O čem govorim? Plavala sem z orjaškim kitovcem oziroma 13-metrskim morskim psom. Današnji dan lahko mirno uvrščam za enega izmed najboljših v mojem življenju. Po potapljanju pa najnega dneva še ni bilo konc in sicer nam je najin super vodič odpeljal na čist pravi samotni otok, kjer je le pesek in ptički, nikjer okoli pa nobenega. Naredili smo senčko in pojedali sendviče za prvo silo, potem pa so šli fantje kar v morje s harpuno pazil loviti naše kosilo. Tule razlagam pa se zaradi vetra ne sliši dobro, da je bilo potapljanje s kitovcem ena izmed najbolj norih izkušenj, kar sem jih doživela. Mi pa ni bilo nič strah, ker plava res tako zelo počas in elegantno. Bolj so v bistvu nevarni turisti, ker te lahko kar sunejo, ko se naredi gužva. Sicer pa noro. Fantje se potapljajo oziroma iščejo naše kosilo. Jaz pa samcata, evo, na samotnem otoku, nekjer žive duše. In a veš tisto vprašanje, ki ti ga zastavijo, kaj bi vzel, če bi bil sam na samotnem otoku, na izbiro imaš 3 stvari. In mislim, da ni bolj realne situacije, kakor tale zdajle, da vam odgovorim na to vprašanje. Torej, kaj bi vzela na samotni otok? Definitivno voda, ki jo imam. Brez vode ne preživiš kaj dolg, tako da voda. Druga stvar, sončna krema, če ne te opeče kalorija, pa kupina sod. Zdaj pa tretja stvar, kamera je sicer fajn, kamero imam, ampak če bi se zdaj snemala in bi bila tle nekaj dni, mesecev, nekaj let, mi to kaj dosti ne pomaga, sicer bi nastal en hudo dober film, ampak zame in za ta preživetveni nagon kaj dosti ne pomaga. Telefon super fino fajn, ampak ga nimaš kaj filat, prav tako
Kot zadnji četrti otok pa smo obiskala Mafuši, ki se precej razlikuje od ostalih. Vidi se, da je turizem tu veliko bolj razvit in živahen. Od pristanišča Male je oddaljen le dobre pol ure. Sicer je otok lep, gre le za Maldive, a moje srce ostaja na otoku Tudu in Digurah. Namestila so se v hotelu Arena, ki ima tudi bazen na vrhu in res lep pogled na sinje modro morje. Sigurno najlepši hotel izmed vseh, v katerih sva bivala tekom potovanja po Maldivih. Ja, kar naprej. Ena taka velika, prostorna posla, ampak najboljši del tega hotela je pa razgled. 3, 2, 1. Without thinking twice. Oh my god. And I knew it would catch up, and that we Veš, would tle be za the ljubce. ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Nov dan, nov otok, pozdravčki iz otoka Mafuši. To je najin torej že četrti otok in lepo je. Skratka, jaz sem zdaj kar sama na kosilu, Rale gor malo počiva, danes sem že ful zgodaj vstala, dejansko ob 5 zjutraj, potem sva imela ob 6 že ta prevoz, potem en prevoz, drug prevoz in zdaj smo tukaj. Jaz pa lačna in sem rekla, veš kaj, sama grem na kosilo in mi čist nič ne manjka, prav paše mi, uživam v tišini, uživam v razgledu, pak malo bom še sita, kaj češ lepšega. Skratka, prvi vtis o otoku, za razliko recimo od Foliduja, ki je bil veliko bolj samoten, veliko bolj odmaknen, je ta zelo živahen, opazila sem tudi lokalčke, kar mi po 10 dneh iskreno ful paše, da vidim družbo. One more. Turiste, da vidim dogajanje. Ima pa Mafuši eno posebnost, ki spet dela ta otok zelo poseben. Zdaj pa greva pogledat Mafuši zapor. Ja, prav si slišala, na tem otoku se nahaja zapor in od najnega hotela v bistvu peš oddaljen samo 10 minut. Zdaj, kaj je posebnost tega zapora? Da je v bistvu prvi ponudil možnost obiska. Je pa nastal en problem, zato ker včasih ni bilo možnosti prespati na otoku, ker v bistvu pač ni bilo turizma, ni bilo sob, ni bilo teh guest houseov. In potem so v bistvu družine in prijatelji teh zapornikov začeli pritiskati, da bi radi na pač otoku tudi prespali, ker trajekt je šel pa dejansko samo en na dan. En je šel zjutraj ob 10, potem za nazaj pa šele ob 7 naslednji dan. In če si prišel, pač nisi mogel kje biti, si ne vem, prespal ali na plaži, ali si pač čakal buden in je bilo pač zoprno. Tako da v bistvu zaradi tega se je potem tukaj dejansko odprl, na lokalnem otoku dejansko odprl prvi hotel, potem je spodbudil še vse ostale in zdaj so v bistvu lokalni otoki namenjeni tudi turistom. Včasih ni bilo tako, še leta 2009 ni bilo tako, v letu 2010 so pa potem to odprli in evo, zdaj se je razširilo do te mere, da v bistvu skoraj vsi lokalni otoki ponujajo tudi možnost jih iti pogledat. In mi gremo zdaj valjda pogledat, kako to izgleda, ker pa je ful velik. Po 14 dneh potovanja po otokih na Maldivih bi se mogla vrniti nazaj v Slovenijo, a če me spremljaš na Instagramu, zdaj verjetno že veš, da sva bila zadnji dan pozitivna na PCR testu, kar je pomenilo stroga karantena, ki je najino življenje dobesedno obrnila za 365 stopinj. Jaz sem pristala v bolnici, potem ko sem padla skupaj, nato pa je sledilo še 7 dni stroge izolacije. A vseeno, Maldive si želim zapomniti po tem, kar sem doživela pred karanteno. Po rajskih plažah, turkizni, še nikoli videni tako čisti vodi, slastnih kokosih ter po premikanju strahu
in meja. Ko enkrat obiščeš Maldive, del tvojega srca ostane zavedno tu in obljubi si, da se bo še vrnil. Najdražji moji, hvala za ogled tega dolgega vloga, ki je po 5 letih YouTubea moj najljubši travel vlog izmed vseh. Adijo lepotica oziroma po maldivsko. Tata lovi Kodin.